Živjo, sem Jana Pristošek in ponovno sem z vami. Toksična oseba ni tako zelo škodljiva za drugo odraslo osebo, kot je škodljiva za otroka. Otrok rabi varno in stabilno okolje, da lahko razvije svoje potenciale, dobro samopodobo, občutje varnosti, občutje vrednosti, občutje zaželenosti, občutje notranje moči. Tega v toksičnem okolju ne more razviti. In kaj je toksično okolje? Toksično okolje je tam, kjer je veliko prepirov, vpitja, dretja, kjer je veliko ignorance, loputanja z brati, tišine, kjer starša hujskata otroka drug proti drugemu, kjer ga vzameta za svojega tolažnika in ga vlečeta na svojo stran, tam, kjer je veliko drame. Tam, kjer je od razpoloženja staršev odvisno, ali je nekaj dovoljeno ali nekaj ni dovoljeno. Tam, kjer je otrok večinoma prepuščen sam sebi, in vse to mu onemogoča, da bi lahko razvil občutje varnosti, vrednosti, pomembnosti, dobro samopodobo. Včasih zamenjajo vloge in otrok postane starš svojim staršem. Tam, kjer je veliko alkohola in vidi, kako eden ali drug starš obnemore in obleži nemočen, kjer se opoteka, jeclja, in to nikakor ni stanje, ki bi otroku zagotavljalo varnost. Toksično okolje je tam, kjer sta starša preobremenjena drug z drugim in se premalo posvečata otroku, kjer starša ne obvladujeta svojih čustev, ampak čustva obvladujejo njiju. Ko taka oseba odraste, se znajde v stiku s toksično osebo in samo ponovi vzorec iz otroštva. To mu je znano, v tem se nekako znajde, vedno znova je ranjen in nikakor ne ve, kako ven iz tega. Vse, kar se je zamenjalo, je samo to, da je na drugi strani drug obraz. In odrasla oseba, ki je zrasla v toksičnem okolju, se ob toksični osebi počuti kot otrok. In to je tisto, kar mu onemogoča, da bi šel lahko stran, da bi lahko nekaj spremenil. Ker kot otrok ni mogel spremeniti ničesar, tako tudi odrasla oseba ne more spremeniti ničesar. Če se poda na pot osebnostne rasti oziroma iskanja notranje moči in predelave ran iz preteklosti, ima veliko možnosti, da te vzorce predela. Toksične osebe so bile, so in bodo, ampak od osebe na drugi strani je odvisno, koliko se bo zapletla in koliko bo dovolila, da jo toksična oseba še rani. Načinov, kako pomagati sam sebi, je veliko. Enega vam ponujam jaz, napisan je v knjigi, veliko lahko preberete v Facebook skupini Čarobni odnos, na moji spletni strani. Možnost imate individualnega svetovanja. Zdaj imam delavnico, kjer bomo obravnavali in celili rane iz otroštva. In ni vedno preprosto in ni se lahko odločiti. In veliko nezaupanja je v ljudeh, ki imajo slabe izkušnje. Za eno slabo izkušnjo rabimo 10 do 20 dobrih izkušenj. In če na dan dobimo samo 2 slabi izkušnji, potem lahko izračunate, koliko dobrih izkušenj rabimo, da lahko zaupamo, da lahko zaupate nekomu, ker večina življenja oseb, ki so rasle v toksičnem okolju, je zgrajeno na nezaupanju.
Jaz si želim, da bi našli svojo pot, da bi našli svojo notranjo moč, da bi poiskali vse informacije, da bi poskusili narediti kakšno vajo, da preberete mogoče mojo knjigo in še tisoče in tisoče drugih knjig. Najdite nekaj, kar vam bo dvignilo razpoloženje, kar vam bo dalo notranjo moč, da boste lahko korak za korakom stopali navzgor. Nič hudega, če včasih zdrsnete. Važno je, da greste korak za korakom navzgor. Vesela bom, če boste ta video delili, če se boste naročili na moj YouTube kanal, če boste prišli pogledat mojo Facebook stran Čarobni odnos, mojo spletno stran, če mi boste pisali, z veseljem vam bom odgovorila, kmalu se spet vidimo. Imejte se radi in imejte se radi. Čau, čau.